to hiško nese, pa ima ti palke. Bravo! Pauže. In rad bi bil tiger. Za tigra se izpolni pa zelo, ker ima take copate, kot imajo tigri šape. Haha, tole je Stanko, to pa je njegova majhna muca, ki je ime Eli. Mucak Eli. Zdaj pa premišljuje. Aha, tiger je velik, moja muca je majhna, zdaj moram pa še Blažu pokazati. Tiger pa je velik. Oba imasta kremplje. In kaj delata s kremplji? Kaj pa, ko skrije kremplje? Lahko povodja, potem lehotačica odpre, muca Eli. In če se razjezi, reče, kaj pa tiger? Tiger pa nič ne boža. Tiger pa so kremplje in zagrabi. A ste ga že videli, kdaj po televiziji tigra? Ja. Tako skoči. A ti ga nosi miške domov? Na kakšne večje živali napade tiger? Mislim, da je tukaj naprej tudi slika. Pa kaj še imate skupnega? Aha, oba se umivate z jezikom. Kako se takole? Kako se takole? Čili takole se umivate z jezikom? Zdaj mi pa povejte, a kdo od vas z jezičkom lahko tukaj le noska doseže? Jezičko ne gre. O, tiger pa lahko, pa muca tudi lahko, pa če ne doseže smrčka, pa ne doseže ušes, pa posluji dačico in se potem takole umije, da ima čisto ušesa, ker oba tiger in muca zelo dobro slišita. Še nekaj, oba imasta brke in brke pomagajo, da po noči vidita tudi zelo dobro. Ampak po noči brke pomagajo, da se krne zaletita. In muca zelo rada živi tudi v hiši in se stisne zelo v posteljo, prileze kakšna razvajena mucka. A je že kdo imel kakšnega tigra v postelji? Ampak pravi, da živi. Mama tigra. A res pa? Mama tigra. Ja, pa koga pa jih vam gleda? Mama tigra. Sem veliko velik. A ja, tokle. Aj pa žival. Ja, živali pa to. Danes smo pri Bibah, to so najmlajši potencialni bralci in obiskovalci knjižnice. Ti otroci so stari, nekateri res šele 2 leti, ampak če imajo že kakšnega starejšega bratca, jih tudi povabimo v našo družbo. Naše druženje se sicer imenuje Igralna ura s knjigo, imenujemo se Bibe in sicer se zbiramo vsako sredo dopoldne v knjižnici od 10. do 11. ure. Malo preberemo, nekaj se le drži tega literarnega teksta oziroma programa. Drugo so potem pa res druženje, predvsem zato, ker so to otroci, ki niso vključeni v nekakršno organizirano varstvo, to se pravi, da jih čuvajo mamice na porodniški oziroma mamice, ki ne hodijo v službo in babice letki. In enkrat na teden se otroci veselijo tega druženja s svojimi vrstniki. Tisto, kar beremo, se prilagajamo pač otrokom, tistemu, kar se takrat dogaja v naravi, predvsem pa kakšne novitete predstavljamo in prilagajamo se pa tudi temu, kolikor otroci zažijo, toliko preberemo, drugo imamo pa za res za veselo druženje in za igranje.